Živijo in dobrodošli v podkastu Filmarija, podkastu, ki ga organizira Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra. Sem Varja Močnik in tema tokratnega podkasta je v bistvu poosebljena v mojem današnjem gostu, v njegovem liku in delu. Moj gost je Karpo Godina. Karpo, dobrodošel. Dobrodošla, Varja, z mojim likom in delom. Karpo Godina je zanesljivo en najpomembnejših slovenskih filmarjev, ki je s svojimi filmi in svojim delom na filmu kot direktor fotografije močno obogatil tako slovensko filmsko pokrajino, kot tudi jugoslovansko filmsko krajino in ne nazadnje, kar se vidi tudi v zadnjih letih, svetovno zgodovino filma. Ampak da ne bi danes šli v en retrospektivni pogovor, se mi zdi, da je pomembno to, zaradi česa jaz Karpota še posebej cenim in se mi zdi edinstven in zato še celo bolj pomemben, in njegovi filmi so seveda posledica tega. To, o čemer govorim, pa je njegov odnos do življenja. Karpo je eden tistih ljudi, ki niso obupali nad življenjem, ampak v življenje vsak dan vstopajo z enim popolnim zanosom in veseljem. Življenje jemlje, rečemo temu, z veliko žlico, ki pa ni ena žlica objestnosti, mogoče včasih Karpo, to bomo se pogovarjali danes, ampak je to en odnos velikega spoštovanja, se mi zdi, do človeka, do njegove kulture, umetnosti, do humanizma, ena velika radovednost, ki res se poraja. Vsak jutri si predstavljam, ko Karpo vstane in se upne ne samo v neko svoje okolje, ampak tudi v veliko širše okolje, ki pa se tiče vseh nas. Karpo, rekla sva, da ne bi šla nekako kronološko, retrospektivno govoriti o tvojem liku in delu, zato začniva kar tukaj in zdaj. Danes smo še vedno in že kar nekaj časa sredi epidemije koronavirusa, izolirani, kar se da. Živimo v nekih balončkih, kot jim strokovno rečejo, in se v teh balončkih nekako trudimo ohranjati neko individualno normalo, zato ker družbene normale ni. Pa tudi se ni vzpostavila neka nova družbena normala, ampak se mi zdi, da je situacija zelo kaotična in pa spremenljiva iz dneva v dan in zato precej naporna. Pa me zato zanima za začetek, kako pa si kaj danes in kako ti, v kakšnem odnosu si z današnjo ali pa letošnjo situacijo? Pa nekako, ko si začela govoriti o teh balončkih, da grem pač na intimo, recimo, na srečo, kaj je zdaj, mogoče človek razmišlja tudi malo o sebi, da bi rad še preživel kakšno leto, pa da ga ne bi ravno zdaj v tem momentu, ko je na vidiku neka injekcija, da ne bi odplaval pač tja med angele. In sva potem z soprogo imava dva ločena balončka. Trenutno dela neko predstavo v mestnem teatru, pravzaprav že drugo, in tam je v stiku vse skozi z igralci in z tehničnim osebjem in tako dalje, dnevno, in še na radiu dela, tako da je precej frekventna njena okolica znancev, prijateljev, sodelavcev. In se je sama odločila, na srečo je eno prazno stanovanje tukaj v Ljubljani, kamor se je ona odselila, in tako da živiva ločeno, dokler se pač
te stvari malo ne uredijo. In po eni strani je to, se pa dnevno dobivava tako na 2 uri večernega sprehoda, ko ona konča delo, in sva raziskala nočno Ljubljano že v detalje, ki jo moram priznati, čeprav sem, da jo poznam, zdaj praktično vem vsako okno zvečer, kdo stanuje, kakšno opremo in tako dalje, kako Ljubljanico izgleda v novoletnem času, potem včeraj so nam lučke že ugasli, kako Ljubljanica in Ljubljana izgledajo v poltemi in v popolni tišini, ko srečaš samo še kakšnega psa ali pa nekega mimoidočega. Tako da je to življenje, kar moram reči, malo tako, skoraj je to že en film, ki mu v prejšnjem obdobju recimo ne bi verjel, rekel bi, da to ni mogoče. No? Ampak stvarnost nas enostavno postavi pred dejstvo, da stvari, ki so skoraj, ki si jih ne moreš skoraj zamisliti, so tukaj in zdaj. Skratka, uteha intimnega balončka, kjer se zatekamo vsi, se mi zdi, moje duševno zdravje temelji na duševnem zdravju mojega sina, ki je kar dobro, tako da sem vesela. Ampak tebe pred enim letom, ko je bilo vse še, rečemo temu, normalno, smo te videvali tako rekoč vsak dan, vsak večer v kinu, gledaš še naprej stare filme v kinoteki, nove filme v drugih kinematografih, hodiš v gledališče, na koncerte, na razne razstave, dogodke in tako naprej. Zdaj pa oziroma smo dokler je bilo to redno, ob petkih videvamo na protestih. A tja prihajaš kot filmar ali kot protestnik? No, ta moja vloga je eno in drugo in tretje je dosti kompleksno. Ko so se začeli protesti, sem šel kot protestnik pravzaprav, s tem, da sem imel okoli vratu fotoaparat, ki je tudi obenem kamera, in jasno, da ne morem, ne da bi zabeležil, kar se pač dogaja v tem času, kot so bili vsi protesti, ki so bili do zdaj v Ljubljani, če sem le bil tukaj, imam nekako dokumentirano kompletno vse in teh stvari ne spuščam že iz tega stališča. Drugo pa je, da sem tudi znotraj tega nekako aktiven, da stvari, ki mislim, da so za objaviti in ki imajo neko težo, jih potem dam na razne linke ali pa na YouTube, tako da imam tudi prispevke iz tedna v teden skoraj. Ko pridem domov, te stvari malo sestavim, malo prečistim in napravim to. No. Glavna stvar pa, ki je pa ta, da nas je ta epidemija žilnika in mene preprečila, da bi končala igrani film, ki smo ga posneli leta 1971, in sicer se imenuje Svoboda ali strip. In ko sem ga zmontiral, ker sem bil tudi montažer in direktor fotografije, ko sem ga zmontiral v Novem Sadu in Beogradu, je prišla policija in nam je odvzela ves material, tako rekoč že zmontiranega filma, ker smo takrat skozi ta film, ki je imel pač kakšno vsebino imel tudi stvari, ki se neverjetno pokrivajo z današnjim časom. Imeli smo dobre informatorje, smo uspeli posneti proteste v Beogradu, v Zagrebu in v Ljubljani na Škrčevi, v Zagrebu, ko so metali vlado, in v Beogradu te proteste študentske. Tako da smo v te scene, kar je, jaz mislim, edinstven slučaj sploh
smo inkorporirali naše junake, se pravi naše igralce, in za čudo smo našli nek način, neko tehniko, da so nas, pa ker smo bili, končno so vedeli, kdo smo lahko kar inkorporirali te junake, tako da so se normalno pogovarjali, recimo, kot da so del sodelujočih protestnikov, recimo v Zagreb, tako da so imeli razgovore z Budišo, z Čičkom in tako dalje in tako dalje. V Ljubljani kompletno tribuno. Aha, čakaj, zdaj pa en telefon, ki nisem nas predvidel. No, da malo se vrnem nazaj. Torej, domislili smo se, da bi naše junake, ki so potovali po Jugoslaviji z enim Jamesom, kar je že kar nekako bila praksa takrat v naših filmih, v zgodnjih delih z Žilnikom je bil to Spaček, tu je bil James, potem kasneje v Rdečem bogiju je pri meni tudi bil James, in tako da imamo zelo radi ta vozila, ki imajo karakter. No, in s tem Jamesom so potem recimo prišli naši junaki iz Novega Sada do Beograda, iz Beograda v Zagreb, in so tudi takoj sodelovali pri teh protestih, tako da smo jih inkorporirali na ta način, da so kar bili kot akterji, pravzaprav aktivni akterji, in so pristali Čiček, Veselica in tako dalje. Kompletna takratna druščina je pristala, da se z njimi pogovarja, ker so postavljali tudi tehtna vprašanja in tudi obenem so nekako igrali demonstrante. V Ljubljani smo to še nekako nadgradili, ker smo potem prišli v Ljubljano in je bila tale Aškerčeva. In tukaj smo potem tudi dali te naše junake ne samo v te proteste pred Aškerčevo, pred Filozofsko fakulteto, ampak smo jih dali tudi na ulico med policajem, vse tole, kot so današnje scene približno, in v tribuno, kjer so sodelovali, in smo celo neke poligrane prizore znotraj tega, ko se je zunaj vse to dogajalo, ko je šlo vse na skupščino, smo napravili neke prizore, tako da so vsi takratni, od Zobca do Jesiha, kompletna falanga tiste tribune takrat je sodelovala pri celi zadevi, tako da smo imeli celo dosti komplicirane, režirane momente. To v Kazini bilo, tako da se v Kazini lahko skozi okno tudi videlo, kaj se na cesti dogaja, in potem smo se spustili na cesto, in tako da smo napravili eno zelo zanimivo strukturo. Je pa bilo nekako to tipanje, kaj se takrat v Jugoslaviji dogaja in kaj je Jugoslavija. So tile trije naši junaki s tem Jamesom pač šli okoli. No, in potem je to policija nam vzela in so imeli prekrasne materijale, da so lahko videli, kdo je kje bil, in tako da so neki ljudje celo šli potem v zapor. Pa ne samo na podlagi teh posnetkov, ampak nikakor ni bila naš namen niti zdaleč, da bi to služilo policiji, ker so oni res nepričakovano nam upadli v to montažo in nam vzeli vse to. Ta material je zginil, policija se ga je vzela, in potem se je pred nekaj leti iz kinoteke so javili, da je policija pripeljala enormno škatlo nekega materijala, kjer piše Svoboda ali strip, Pomišljaj Kapital, se pravi, najprej se bila zgodnja dela, potem je normalno sledil Kapital, in je Žilnik šel z kombiji in si odpeljal ta material v Novi Sad, in smo potem lani vse to pregledali in skenirali, in so materijali tako neverjetno dobro očuvani, negativi, predvsem materijala manjka, vsaj njih 40%, to so si kot zgleda obdržali, ampak sem rekel, če bi imeli ostali arhivi v bivši Jugoslaviji takšne pogoje, kot ima policija, bi imeli mi še vse naše filme ohranjene, ker to je bilo, kot da sem jih včeraj posnel, barve, vse je štimalo, noben kakšen tale
propadanje zaradi teh kislin in tako dalje, kemičnih propadanj, prekrasen material in to smo nekako na grobo sestavili in se odločili, da bomo ta film končali na ta način, da ti junaki, kateri so še živi, da se družijo z sinovi, hčerkami, vnuki in smo spet na istem področju. No, in smo potem začeli to delati in se pojavilo tole v Ljubljani. In ker je bila potem prepoved, da bi Žilnik sem prišel in tako zaradi tele korona, sem jaz prevzel inicijativo in tako, da zdaj praktično ob tem, ko delam ta prejšnji opis, da delam pač dokumentiram in pa dajem malo na YouTube in tako, paralelno še delam scene za ta bodoči film. In z Zoomom smo imeli zdaj mesec intenzivnega druženja, skoraj vsak drugi dan. Zdaj smo celo stvar skoncentrirali na Ljubljano, ker je pač tukaj to dogajanje. In smo potem imeli intervjuje z Zoomom z vsemi udeleženci, ki so za čuda v glavnem vsi še živi. In tudi sem te fante posnel na teh istih lokacijah kot pred, 50 leti. Tako da se zdaj ta zgodba nadaljuje s tem, da nihče ne more sem priti, pa sem pač one man band, jaz snemam tudi to. Tudi zvok snemaš sam, ali kako? Ja, vse, tako da se pojavim, napravim in zginem. Greš. Ti, a pa te materijale... Tudi se kaj sprem za policijo in za demonstranti. Onimi, predvsem smo imeli konflikt z tistimi rumenimi jopiči od Janša. Tako da je kar burno. Si v prvih bojnih vrstah, tako za filmskih kot družbenih. A ta material, ki ste snemali v Ljubljani na Filozofski fakulteti, a je to črno-bel ali barvan? Ne, barvan, to je barvan v najlepših barvah in na istih lokacijah sem zdaj delam pravzaprav, poudarki so na istih lokacijah, ne. Ko so bili še kolesarji in tako dalje, točno kadri, ki so takrat bili, zdaj 50 let kasneje, se zgodovina ponavlja pač z drugo vsebino, ampak podobno. Ja, zdaj čisto mali odvod, zaradi tega, ker mislim, da mi uporabljamo, kadar rabimo posnetke iz leta, a je bilo to 71, ne, v Ljubljani, da mislim, da vedno neke materijale od vas, od Žilnika in tebe, ki so pa črno-beli. Ja, mi smo dali, Žilnik je dal takrat, ker je uspel, ker montiralo se na črno-beli kopiji, da ne bi predrago stalo, ne? In je iz montažne mize Pozitiv uspel eno rolo točno tehle demonstracij v Ljubljani, delček vzeti in poslati Majdi Širca. In to je potem zdaj ta material, ki je pravzaprav izpraskan in perfotrak in črno-beli in to je to. Ampak zdaj smo dobili, glede Ljubljane smo dobili ves material in to v sjajnih barvah in v ogromnih količinah, tako da imamo tega zdaj še in še in je res bogat. Ker takrat se je šlo tudi pred skupščino, ne? Ker je padlo dovoljenje, da se od Aškerčeve sme premakniti. To je Winkler napravil, zdaj se o Winklerju precej piše, sjajen gospod, in kako je on to takrat vseeno pristal in je rekel, da naj se gre in policajem je vzel streljno orožje, tako da so bili vsi razoroženi, čeprav so bili opremljeni, prvi smo jih videli, tako kot so danes tile robokopi, so takrat imeli neke skoraj pa motoristične čelade, šleme, ne vem kaj, tako da je bilo malo komično, ampak se je prišlo pred skupščino, se je tam usedlo in tako da je ves tale cestni promet približno
po istih poteh se vrti. Meni se je zdelo zabavno, ker sem zvedela, da te posnetki, ki se jih v raznih dokumentarnih filmih uporablja kot posnetke, dokumentarne posnetke iz protestov iz leta 1971, da so v resnici veš na pol fikcijski in da nekateri od teh junakov niso čisto realni ljudje, pa se mi je to zdelo super. Ne, imamo tonsko tudi vse tiste govore pred, ko so na stopnicah filozofske fakultete, potem v tribuni, ker je Jesih dobil kazni in tako dalje in tako dalje. Tako da imamo vse je verodostojno, tako da je vse praktično nastalo v tistem dnevu. Pa ki si res tudi že omenil, zdaj je leto pač 71 in kako so potem udrla policija in nekatere tudi zaprla, takrat je tudi nastopilo eno zamrznitev ugodnih razmer za filmarje takratne, nekatere seveda, ki je trajal kar nekaj časa, a ne? Pa mogoče, če rečeš kakšno besedo o, mislim, to je bila kar popolna cenzura, pač niso vam dovolili delati. Mogoče to kar malo odzvanja tudi v letošnjem letu, ker so zelo dobro izvedeli cenzuro, pač ni denarja, ne obstajate, ne morete naprej. Ne? Ja, tu se je točno zgodilo. Eden od glavnih, tako rekoč, kako se temu reče, sprožilcev je bil ta film. Potem predtem še VR od Makaveva, ki je bil tudi za Neoplanto Novi Sad posnet. In zanimivo v tole, ker sem bil tam, je še padel noter tudi Nedostaja mi Sonja Heni ali Manjka mi Sonja Heni, ki je tudi bil pod Neoplanto posnet in so mi ga tudi takrat vzeli. In to je bilo konec, jaz imenujem to vseeno jugoslovanska filmska pomlad ali pa jugoslovanski novi val. Do takrat je sjajno vse to cvetelo, potem so pa rigorozno odrezali in so potem fantje šli eni v zapor, eni s trebuhom za kruhom po svetu. Jaz sem imel pa to srečo, da sem imel 10-letno prepoved kot režiser, mislim, ker so me takrat še vedno smatrali kot glavno stvar, da sem režiser, ker sem močno to končal. In sem pa lahko tukaj ostal, ker so me pa potem naenkrat začeli pa vabiti, da sem bil direktor fotografije in montažer dalje na jugu v glavnem. Vseh teh 10 let pravzaprav na jugu. Pa se ti zdi, da si tako direktor fotografije intenzivno postal prav zaradi te politične odločitve, rečemo temu, ali misliš, da bi vzporedno delo oboje tudi sicer? Ne, ker jaz sem skušal z režijo in sem tudi celo naivno pošiljal na Slovenski fond, je takrat bil, celovečerne scenarije. In jasno, da ni bilo nič odobreno. Potem je bil pa nekega leta anonimni, kar je zanimivo, anonimni natečaj, ne vem, kako so takrat filmski delavci to izborili si, ker so v tem prostoru slovenskem vladale 2-3 veličine, ki so si prisvojili ta filmski prostor in za mlade ni bilo nekako prostora. In ko se je potem zvedlo, jaz sem zmagal takrat, ko je bil anonimni, in ko se je to zvedlo, to je bilo, kot se reče, sekire in kamenje padalo po meni in so mi vzeli. Aha, kjer scenarij je pa bil to? To je bil Bele sence. Aha, ne vemo za ta film. Ne, to je prelep scenarij in je tako gladko zmagal. S kom si ga pa pisal sam? Ali? Sam sem ga pisal, ja. To mi je bila tako in to sem ga pisal vse skozi med delom, ko sem filmski snemalec. No, tudi zdaj ne bom imen omenjal, kdo je dobil peno na usta in je preprečil to zadevo.
Ja, zdi se v slovenski filmografiji, da je ta konc ali pa druga polovica 70-ih kar odzvanjala še v 80-ta, ne? Kad se bojim, da bo letošnje leto in ta pauza na slovenski film odzvanjala tudi še v naslednje desetletje, rečemo temu. Ampak ti si do takrat snemal kratke filme in tudi te kratki so bili izjemno dobro sprejeti med publiko, med žirijami, vsi nagrade na pomembnih festivalih, kot je Oberhausen in tako, pa tudi Beograd, a hkrati niso bili politične elite najbolj zadovoljne s tvojimi sporočili. Ja, to so bila leta 60-ta, se pravi druga polovica 60-ih let, ko na akademijo, ko sem prišel leta 62, se je imenovala Akademija AIU. To je pomenilo Akademija igralskih umetnosti. In jaz sem pa hotel film študirati, ne? In tako sem moral študirati gledališko režijo. In tudi smo imeli, da sem 2 leti moral plesati balet, Sabljac 2 leti in tako dalje. To so bili kjesni predmeti, no. In potem je šele leta 63, naslednje leto so preimenovali in je postala Akademija za televizijo, radio in film. Samo to so bili neki redki teoretični predmeti, ki smo jih mi gledališčniki imeli, ne? Tako da sem potem napravil diplomsko predstavo, gledališko, mislim, da je bil Oscar Wilde, Važne mrtvice Ernest v Mestnem teatru. In tako da sem jaz pravzaprav bil gledališčnik. In naknadno, potem, ko so že nekako začele bolj resne ambicije pri profesorjih, so nekako že sformirali te oddelke počasi in tako da sem jaz potem še naknadno pa še filmsko televizijsko režijo dal skozi. Smo pa v teh prvih 4 letih ni bilo kamere, ni bilo nič na akademiji. Tako da in smo, ker mi je mama se zadolžila in mi je kupila eno 8 mm kamero, smo potem že v 2. letniku, v 3. letniku sem jaz triumfalno prišel z dosmrtno zadolžitvijo moje mame kamero pred fante, ne? In tako smo se, ker smo pa hoteli delati film, ne? In smo se združili Jure Pervanje, mislim, sem jih praktično nekako s to kamero dobil Jureta Pervaneta in Marjota Uršiča, ki je bil kasneje režiser gledališki v Trstu, ampak je bil, se mi zdi, med nami najbolj talentiran filmski avtor, to je zanimivo. In smo potem napravili izven akademije, ampak pri sosednjih vratih filmski klub Odsev. Tako da smo lahko praktično delali, ne? In to je spadalo po podljudsko tehniko, ne pod univerzo. In tu so potem nastali vsi tile moji osmičke tele, in s temi sem potem mal prvič pojadral po Jugoslaviji in po svetu in tu sem potem spoznal vse te moje rivale, kot so Zafranović, Karanović, Žilnik in tako dalje, no. Te osmičke so bile zaslužne in potem mi je na fondu uspelo dobiti za Piknik v nedeljo leta 67, pravzaprav 66, denar in sem ni pa hotla Viba nekako iti v to zadevo. In sem šel v Zagreb s tem denarjem, takrat se je dalo to tako, in sem šel k FASO, filmski avtorski studio, kjer so se zbirali Zafranović in ostali, in to je bil en Kruno Heidler, en sjajen človek, tako da je vse, kar je tako bilo mal izven, da niso delali po klasičnem vzorcu, je ta Heidler jih nekako kot magnet pritegnil in sem jaz denar tja odnesel in sem napravil iz tega 2 filma. In potem sem še Marjotu Uršiču dal pa še 3. film, tako da zastonj smo delali, tako da sem uspel iz enega denarja napraviti 3 kratke filme. Ta 3. film se je imenoval Semafor in smo ga snemali v Trstu. Tu sem spoznal svojo prvo soprogo. In
takrat so nam pa dali, druga smo kamero iz Beograda, so nam dali izvide kamero in so mi dali noter sektor, so mi spremenili, da se je napačno vrtel in smo cel film, ta tretji, posneli z velikimi mukami v Trstu in ko se je film razvil, so bili posnetki tako, kot da so črte, ker se je sektor odpiral takrat, ko je film povzel mimo. In tako, sem napravil velik škandal, ampak nič ni pomagalo. Ampak v bistvu hočeš reči, da si se ti filma učil ali pa delati filme učil s tem, da si delal. Ja. V bistvu čez svoje delo in s svojimi kolegi in da ste iz nule šli snemati. Zdaj tle je zanimivo tudi tako, da v bistvu nekje, ki si rekel, da Piknik v nedeljo je bil prvi profesionalni, rečemo temu film, ne? Da takrat že začneš za eno, v tem Pikniku v nedeljo se že začne nekako pokazati ta tvoj formalni, zate značilen formalni prijem teh statičnih kadrov, statičnih postavitev znotraj statičnega kadra, enih, mogoče bi lahko rekli, to sem razmišljala, kako bi rekli temu, tablojev iz navadnega življenja ali pa tako, ki so seveda zaradi te forme tako povzdignjeni v neko ikonografijo ali pa tako, ki si pol še bolj izpil v gratiniranih možganih in tako naprej in pol tudi to uporabljal v celovečercih. Kako si prišel do tega, pa zakaj si ostal navezan na to? Čeprav mi smo veseli gledalci, ampak tebe sprašujem. Ravno, ker sem Piknik prvi začel snemati, potem sem Vse splošno sonce, ki na isti način napravljeno. Kaj je bilo? Prvič, jaz sem že v gimnaziji bil pri 6 letih sem že dobil fotoaparat in mi ga oče dal kupu eno sjajno Kodak Retina. In tako da sem že v gimnaziji bil zelo, to ne da bi se hvalil, ampak jugoslovansko priznan fotograf. Jaz sem že imel nazive zelo visoki, na razstavah sem zmagoval kot dijak, pazi, v seniorski konkurenci. Tako da ni to bilo, da je nek oddelek za gimnazijo. Okay? In fotografija pač mi je tisto osnovno. Drugo pa, kaj je še pomagalo meni, da sem iz družine, ker mi je mama bila igralka, in jaz sem, ker smo takrat živeli brez očeta, me mama, kot je zdaj tale korona, pa moraš otroka med stalno nekaj ob sebi in s sabo. Ona, jasno, imela garderobo tam v Mariborskem teatru, in ko so bile vaje, sem jaz bil v njeni garderobi ali pa na odru gledal, in tako da sem praktično vsako predstavo poznal od začetka, od osnov, od bralne vaje do premiere. In sem potem tudi nastopil v operah, ker pač so, recimo La Bohème, Werther in tako dalje, to so vse, kjer so otroci potrebni. In tako sem res zrastel na odrskih deskah, ali teatrskih ali operskih. In sem potem kasneje imel zaradi tega neke že predstave, kako se režira in kako igralci funkcionirajo. Po drugi strani pa ta fotografija in tu je ta statika. Ampak kako se je zgodilo, da je Piknik tak, kot je? Ker smo delali za tale faz v Zagrebu, na začetku nisem hotel imeti kamere od Vibe in sem dobil iz Beograda kamero, ki jo še Hitler uporabljal, eno staro Ariflex z nekimi prastarimi objektivi in z stativom, ki se ni dal premikati. Poslali so mi stativ, ki bi naj imel glavo, ki se premika, ampak to je bilo tako zarjavelo, da se ni dalo. Tako dobro, pa bomo razmišljali o slikah. Tu sem doma, in tako se je nekako smešno začelo to vse skupaj. Je pa še, vse se bo odrezalo, ali pa se ne bo odrezalo. Anekdoto s Piknikom imam eno luškano. Piknik je najprej bil v tej komisiji, ker v Sloveniji so pa morali mu dati pečat, da Piknik in Sonce sta bila na začetku prepovedana.
In če bi danes Sonce pogledali, ne, takrat so ga prebrali zelo pravilno. Ne. Je identična situacija danes. Ne. Samo ti postavi tega glavnega partizana, namesto njega postavi Janšo in boš razumela ta film popolnoma. Ne. Tako da teče skozi vse čase, preposili vse, kar je možno in tako dalje. Dobro. Piknik je pa takrat za to Slovenijo bilo, ker sem tisto, že to separacijo Slovenije popolno, seveda se uvede tam naenkrat eno srbsko kolo, ne, in Furjan to stvar umiri in pusti to slovensko delo, tole Gogo, ne, najbolj kot je star partizan, lovec, ono, tretje, četrto, tako da naj to. No, in je bil povabljen film na nekaj festivalu in tudi v Krakov. Krakov je bil takrat zelo velik festival, takoj za Oberhausenom. Ne. In z kritikom Zajcem, ki je, eto ga, še je med nami, imel en star spaček. In ker sem bil povabljen, on pa je bil kritik, je rekel, peva midva s Pačkom. Ne? Ampak to je bil tisti Paček še, ki je slučajno takrat skozi to niso bile še avtoceste, to so bile blatne ceste in tako. Prvi Spački so imeli brisavci tako, da kolikor je motor šel hitro, toliko hitro so brisavci delali. Ne? In mi smo morali počasi voziti in skozi je špricalo na šipo blato, ne? In tako, da si ti lahko skozi okno brisal, si moral brisati, in so vseeno prišla do Bratislave, niso uspela priti do Krakova. In takrat smo imeli, dinar je bil zelo vreden, Čehi so bili takrat, si ti lahko za njihovo plačo kazen, recimo, da so bile pri nas pa 10-kratne plače njihove. Ne? Tako da smo takoj malo nakupili se onega denarja v Slovaški, v Češko-Slovaški, v Bratislavi. In so jasno mladeniča navalila na en bar in na punce, ki so se nam ponujale tam in tako, ne, niso povedala, da so to punce že oddane. In so bila pretepena tako, da meni so arkado prebili, brado razbili, vse in njemu tudi nekaj. In so se komaj splazila v avto, uspel sem še neko iz sobe rjuho potegniti, da sem si glavo zavil, da nisem preveč krvavel. In sem uspela potem v zgodnjih jutranjih urah priti v Krakov in direktno na direkcijo Krakovega festivala, ko so nas videli, so rekli, kdo ste? Robal si. Sem ta in ta. In so rekli, joj, takoj v bolnico. In so me potem na živo šivali in arkado in brado in vse skupaj in dali ogromne flajštre in so rekli, zvečer morate iti na oder. Sem rekel, zakaj? Ja, ker ste zmagali, ne? Do takrat so zmagovali, vse skozi je bilo tako, da so morali Rusi zmagati. Rus je moral zmagati. Ne? In tokrat je bilo prvič in so bili tako veseli Poljaki, da so me zakrpali, uredili in potem naslednji dan, zvečer sem sprejel tega zmaja, ne? In naslednji dan na naslovnici glavnega časopisa ogromna slika mene z tistim zmajem in velik naslov Karpo premagal Ruse. In je zgledalo, kot da bi Bog smečal. In sem bil tam potem, ne vem, koliko dni so še dobila Zajcem nagradnega, da so uživala. No? No, to je tako ena epizoda. No? Potem sta pa oba filma prišla do Beograda in sta oba zmagala. Eden v dokumentarnem žanru, en pa v igranem. Tako da je to bil kar leta 67 lep začetek za me. Ne? No, potem sem šel po barvne kratke filme. To so bila edino črno-belo filme. No, lih to sem tudi hotela reči, da Piknik v nedeljo je tudi tvoj zadnji črno-bel film, ampak tudi zelo lepo posnet, tako nenavadno. Ja, takrat sem pogruntal nekaj, ker sem se fotografijo bavil in sem videl, da je to planinsko polje polno zelene trave in sem potem z določenim filtrom, komaj sem že ta kamera je bila stara še in še, tako da ti skozi objektiv nisi že tako nič videl, ne? Sem dal en zelo gost zelen filter spredaj, ne? In sem napravil potem iz te trave, da je postala skoraj kot sneg bela in je vse skupaj, ampak nisem pa imel pojma skoraj, kaj snemam. Ali sem rekel, ajde, kar bo. In je tako nastalo, tako da vem, da je bila za zagrebški laboratorij, kjer so mi razvijali, je bila senzacija, so se vsi snemalci
tam drenjali, da vidijo, kaj je to. Jasno, da nisem izdal, kaj sem delal. Kako pa to, da se pol nisi vrnil k črno-beli fotografiji? Od takrat naprej vse snemaš v barvah? Ja, to je dobro vprašanje. Ja. Ampak sem vseeno, recimo, slike življenja udarnika, ki je posneto tudi za statiko, ker me vprašal Čengič, če bi jaz lahko mu posnel ta film v statiki, ne? Sem rekel, ja, samo če boš vedel, da je tu mizanscena po demoigrani strukturi malo drugačna kot v kratki, ne? In če boš ti zmogel, bom jaz tudi zmogel. Meni ni problemno, no? In smo to potem reševali tako, ampak ker se je snemalo tudi v rudnikih in takrat se ni metana je bilo, mi smo dejansko 1000 metrov pod zemljo snemali, ne? In tam, če ena iskrca iz reflektorja bi šla vse zrak, ne? Tako da sem praktično brez razsvetljave z nekimi baterijskimi svetilkami tam svetu spodaj in sem cel film, takrat se to še dalo, da smo ljudi v Avala filmu v Košutnjaku v laboratoriju, ki so mi šli na roko in sem rekel, da bom ta film skoraj črno-belo napravil in da ga bom forsiral tam na nekih 5000 asov, ne? Kar je bilo za takrat popolnoma, so rekli, napravo probo in so videli, kako so rekli, ne moreš s takim filmom potem priti ven, sneg točno s takim filmom, bom prišel ven, no? In tako da ta se je približal črno-belemu. Ampak sploh naravna svetloba je tista, ki tebe pritegne, da z njo delaš, ne? Točno, ja, in tudi če so reflektorji in vse poskušam samo pojačati tiste naravne izvore in zato obožujem IMAX, se pravi, da snemam v naravnih objektih. To je bilo najboljš z Lordanom v Ujet Anđela ali Ugriz Anđela, ko smo bili na otoku Sušcu 1 mesec in pol, stanovali smo na eni barčici spodaj, cela ekipa in smo se vsak dan spenjali okoli 150 metrov visoko, ker to je samo ena čir v Jadranskem morju, tam že blizu Palagruže in Jabuke. In na vrhu samo en svetilnik. Ne? In ker se je vse dogajalo v tem svetilniku, sem se pa lahko tokrat razigral, ker ni bilo drugače, kot da si dnevno luč, ki si enostavno moral ali pa nočno koristiti kakšne načine. Kot je. In to je eno lepših snemanj. Ja, ne vem, redko kdo je videl ta film, ampak tu mislim, da sem dosegel s kamero stvari, ki nikoli prej ne kasneje. In tam je prav tako nekako. Pa ne morem tudi sam do njega priti, ker je to bil za Marjan film v Splitu sneman in on ne vejo niti, kje je negativni klip, kako je s tem filmom. Tako da ja, dobro, ajde, anekdota naslednja. Ko smo prišli na ta svetilnik, ne, ki je edina stvar na tem otoku, smo na enega postavnega svetilničarja naleteli in na njegovo lepo soprogo. Ne. In potem smo si predstavljali, filmska ekipa pride, kakšni so vsi to ljudi, ki bodo mesec in pol tam. In smo skušali izvedeti, kako da se on odločil, ker smo videli, da je Črnogorc, ne. Kako se odloči, da bo svetilničar. Ne. In je rekel, da ko je spoznal to svojo lepo ženo, je bil tako ljubosumen, da ni vedel, kako bi jo obdržal, in potem je bil oglas, da išče svetilničarja na tem samotnem otoku. In si je vzel tja. In potem mu pride filmska ekipa, on pa je imel še koliko opravkov dnevno, ker je moral iti po ribe dol, pa je moral na nek vrt iti dol. Se pravi, svetilnik prižiga, to je ogromno svetilnik gor večer in tako da ga pol dneva ni bilo. Da si predstavljaš njegovo ljubosumje in vse tole. Ne. Skratka, žena izolirana s filmarji v bistvu. Tako da je praktično potekala boljša zgodba skoraj v realnosti, kot je naša fikcija. Da. Zdaj smo kar šla v te kratke filme in v prehode v celovečerce, pa mogoče malo tem. Zato, ker tako, a veš, potem pri teh
če gremo naprej, se pravi, gratinirani možgani, zdravi ljudje za razvedrilo, o ljubezenskih veščinah pa Sonja Heni, ne? Vse jih neki druž in tudi tvoje celovečerce vse neki druž, hkrati se pa tudi seveda razlikujejo. Jaz bi rekla, da kratki filmi, da je značilno recimo, da niso narativni filmi, ampak da vedno vzameš neko celoto in jo predstaviš na čist svoj način, pogosto čez pesem ali poezijo, rečemo temu tudi. Medtem ko pri celovečercih pa greš v naracijo, ne? Vedno. Hkrati pa tako kratke kot dolge druž to, kar sem pa čisto na začetku rekla, a ne, da so tako večslojni, a ne, tudi če so malo bolj abstraktni ali pa zelo konkretno zgodbo povejo, govorijo zgodbo o veliko širših stvareh, ne, in vedno odzvanjajo, to vidimo danes, še desetletja potem. Pa če mogoče ostaneva še pri kratkih filmih, za njih se mi zdi pa zelo značilno tudi to, da ti ta en političen kot ali pa svojo politično izjavo izraziš izjemno igrivo, zelo tako zabavno ali pa celo zafrkantsko, rečemo temu, ne. Kako so te filmi se rojevali kratki? Ti si, tako se mi zdi, potoval čez en prostor in čas in družbo tistega časa in potem vsake to kar posnel film. Tako se zdi, ki jih zdaj gledamo, ne? Kada so to taki bomboni tvojega potovanja čez prostor in čas, no? Ja, tu še zdaj ti nisi seznanjena, pa tudi mislim, večina ljudi ni seznanjeno, da sem vmes delal tudi za televizijo beograjsko in novosadsko. In tu so stvari, ki bi potem našla povezavo, ker to smatram tudi kot nekaj od teh stvari kot vrhunce svoje. Smo gledali enkrat en del ali pa ene delčke Ramza Nekoliko Poza. No, to je tudi recimo en, ja, tako da tu sem potem jaz so tudi po svoje, dajmo ta visoko leteči izraz družbeno kritični, ne, ampak spet na igriv način, smo pa še dosti hujše zadeve, ne, tako da sem vedno prikril tisto, kar sem hotel reči malo v humor in malo, tako da če hočeš, se boš zabaval, če pa boš hotel pa še malo razmisliti, se boš pa srečal z neko realnostjo, ne. In vedno, ko sem, imaš prav, šel sem skozi ta prostor in čas in čim sem neko stvar videl, sem jo takoj nekako razširil in iskal nekako po nekem instinktu formo. Nikoli nisem se preveč ko sem imel prvi impuls, sem imel film. Čist brez prevelike muke, nekako spontano mi je vedno nastalo, mislim, in jaz sem takoj vedel. Samo da sem dobil en delček te stvari, ki me je zanimala, sem vedel, da jo lahko razširim potem točno v to, kar hočem, ne. In tako da so vsi v bistvu preprosti iz ene idejce, ne, ampak potem jim dam še noter pač vsebino, ki no in formo, jasno, ki je mogoče kar tako malo karakteristično zame. Pa ta trenuten, a veš, push, no, da narediš film, pa hkrati pa tudi ta vpetost v skupnost se mi zdi, da pa pač kulminira v filmu Manjka mi Sonja Heni, ki je nastal na festivalu, kjer so bili prisotni veliki režiserji tistega časa, poleg tebe, recimo Forman, Buck Henry, Tinto Brass, Paul Morrissey, Weizmann tudi, pa Puriša Đorđević Makavejev, in ti si rekel, napišemo jim listke, da bomo snemali, in ste snemali, ali kako je bilo? To spet vidiš tisto
prišel sem na idejo, da če so že tukaj, ne, dajmo jih izkoristiti. Ne. In potem so se z Brankom sedli, kaj bi jim dali, ne. In smo sestavili tole od Snoopija, ta stavek samo, da morajo reči ne dosta mi Sonja Heni ali aj mi Sonja Heni. In so vsi rekli, pa mislim, ti si nor, mislim, kaj boš zdaj, kako boš dobil te ljudi, ne? Pa sem rekel, dajmo zdaj, da Planta je to delala, dajte mi tega dobrega organizatorja in organizatorko, naj greste v paru in čim izstopi kjer režiser iz aviona, mu dajte tale listek in se ga držite kot klop, dokler ne da odgovora, če bi sodeloval, ne? Tako. In za čudo so vsi pristali, ne? In to jim je bilo, so tudi kasneje rekli, lepši del festivala sploh, ker to se je začelo šele po vseh onih stranih, se veš, po projekciji, ki je recimo ob polnoči potraja do 2 zjutraj, pa se še zapiješ. In od takrat dalje sem pač na to pod streho, prijateljev 212, ne, in so imeli pač te pogoje, in potem vsak večer je en prihajal. Ne, in tako da, ampak so potem že pri prvem so se nabrali vsi ostali, da vidijo, kako izgleda, ker je live bil res tam gor neverjeten, ne, ker to jasno, da ne kažem, koliko je bilo tu pijače in vse tega. In tako da, ampak vsak je pa za tako resnostjo pristopil, mislim, da mu gre za življenjski projekt, veš, in tako, ne. No, potem sem te fante, newyorško ekipo sem potem zbral pred 10 leti v New Yorku, ki so prvič videli tale film, ne. To je bilo fantastično, ne, s publiko, ne, pred polno dvorano, ne. Veste, da so bili, lepe stvari so se dogajale in tako da nek projekt, ki so rekli, da ne more uspeti, ne, je uspel. Ampak tisk, ne, je pa, to sem že povedal, nekaj politika je objavljena veliko, ne, da to je ravno leto 72, kjer se je pojavil črni film, naziv, ne, in so od tu dalje se potem bežalo, ne. Tako da prvi, ki je tukaj zbežal, je bil Forman, to še rekel malo kasneje, ki je moral tudi pobegniti, ker so ga hoteli zapreti, razumeš, je že bila tajna policija okoli hotela njegovega in ga je Makavejev obvestil, se obstaja en velik članek potem, ki je napisal Forman, kako je pobegnil v Avstrijo z avtom tajno in da se potem vrnil v Ameriko. No, pa vsi so potem šli, ne, je šel Makavejev, je šel Žilnik, vse je šlo potem, ne, in Stojanovič v zapor. Jaz sem pa že prej rekel, da sem ostal zaradi tega in tega, ne. Je bilo pa tako, Karpo ne samo, da dela dekadentne filme, ampak je tokrat pozval za naš denar, jugoslovanski denar, da delajo najbolj dekadentni režiserji sveta neke filme, ki so daleč od sprejemljivega. Približno hujše je pisalo, ampak no, v glavnem, kako je bilo sprejeto to, ne? Sem prepričana, da bi še danes bilo v kakšnih krogih tako sprejeto. Res so dekadentni, Karpo. Čudovito dekadentni. In pol, no, en čist med vprašanje, namreč pol je v bistvu nastopil to desetletje, ki nisi smel režirati, hkrati, kakor razumem, pač eno je bila jugoslovanska politika, eno je bila pa slovenska filmska scena neorganizirana oziroma organizirana v nekih zelo čudnih sistemih. To sem jaz namreč razmišljala, ko sem se učila za, mislim, da zgodovino gledališča ali nekaj za šolo, a ne, kako sistematično se je gledališka scena razvijala v Sloveniji, kakšni intelektualci in pomembni posamezniki so sodelovali pri tem razvoju gledališča v Sloveniji in kako popolnoma brez veze se je razvijala slovenska filmska scena, veš, kako je bil vedno korak naprej, pa 2 koraka nazaj, kako ni bilo ene konsistence, kako so izrivali pogosto intelektualce in tako naprej, ne. Ampak prav v tem kontekstu me pa zanima,
ti si pa ostal tukaj, ker očitno si imel verjetno možnost, da bi šel ali v Srbijo, verjetno tudi v tujino, vsem pa ostaneš v Sloveniji in zelo si postal celo en tak, a veš, simbol Ljubljane celo, ali pa Slovenije. Kako to, da si ostal? Stvar je bila takšna, da ko sem snemal Umetni raj v Grožnjanu, sem spoznal tam mlado direktorico tega umetniškega mesta, ki je drugače iz Zagreba. Sam poleti je tam imela vodila je, tu so bili in plesalci, in igralci, in arhitekti, in glasbeniki, predvsem glasbeniki iz celega sveta, tudi pedagogi in to. In je ona imela to mestece nekako čez poleti. In je ona tudi čez zimo kontaktirala s temi ljudmi, da so prišli, da so napolnili, in potem so prišli študenti in tako. In sem se jaz moral na njo obrniti, če lahko snemam v Grožnjanu Umetni raj. In dobro, tudi so lušne scene, ki spadajo in temo, ampak je bilo lušno. Namreč ona je stanovala v neki manjši hišici tam, in ko sem potrkal na okno, ker se je dalo spore, se je pojavil dejansko prelep obraz z rdečimi nakodranimi laski, tako kot bi kazal en dober botičer. Se potrudil malo, pa jo napravil tako. In sem rekel, da sem jaz Karpo Godina, in sem prišel vprašati, če bi lahko tu eventualno snemal en igrani film. Potem pa ona Karpo Godina spadla skoraj ne. Tisti Karpo Godina. Sem si rekel, kaj je Karpo Godina, ki je posnel Splav Meduze. Pa jaz sem zaljubljen v ta film in tako se je začela ljubezen. In sem film končal, potem po Kanu sem se vrnil in deklica je potem prišla za mano v Ljubljano in takrat je vojna nastopila tudi, ker zanimivo, da je bil film Umetni raj v Kanu pod jugoslovansko zastavo. Aha. In naši časopisi so pisali zadnji jugoslovanski film, kar je bilo res. Ker takrat še ni razpadla Jugoslavija, in je bil zadnji jugoslovanski film, čeprav je bil slovenski. In potem je prišla ona za mano, sem začela se ta vojna in Jugoslavija razpadla. Potem sem ponudili na akademiji, da če bi prevzel profesuro, in sem nekako videl, da je vrag šalo vzel z našim jugom, da praktično je ta prostor zaprt, in enostavno sem eksistenčno videl, da bi bilo pametno, da malo počakam tukaj. Pol pa sem si še deklico pripeljal, in sva si napravila družinco in tako, eto, do dan danes sem tukaj. A sem pa še vedno ambasador nekako po tej bivši filmski Jugoslaviji, da kjerkoli je kakšen festival, tudi gledališki, ne samo filmski, sem član žirije ali pa predsednik žirije, me vedno vabijo, tako da vsako leto sem nekje od Makedonije do tukaj, edini poznam ta prostor še in me poznajo še, tako da vseeno nisem zgubil kontakta z tem bivšim kulturnim prostorom. Ja, saj meni se zdi, tudi bivši kulturni prostor Jugoslavije, ampak tudi širša Evropa, te vabijo zdaj v zadnjem desetletju ful na festivale, kadar pa tebe ni slučajno tam osebno, se pa ali govori o tebi, ali pa gledaš filme, ki tako jasno nekako izvirajo iz tvojega dela, in je ful zanimiv in zelo lepo.
Ampak zdaj, ko si govoril o tem, sta se pojavile pa dve teme, ki lahko spet navežemo malo na filmografijo tvojo, pa na razmišljanje o tem. In sicer po tem času zamrznitve je prišlo leto 80, ki je vam prišel Splav Meduze. In če pogledamo teh tvojih kratkih filmov je tako veliko, da jaz vsakič, ko se pripravljam za kakšen pogovor, pol najdem tako še kakšnega, pa neki v segmentih, pa neki izgubljen, pa tako. Celovečerni so pa pravzaprav 4, a ne? 3 igrani in eden dokumentaren. In te 3 igrani, mislim, da vsi, če se spet navežem na tvoje prejšnje pripovedovanje, govorijo o neki ljubezni, ne nujno do sočloveka, nujno pa do neke umetnosti in pa do svobode. In mislim, da so vsi izrazito govorijo o svobodi ustvarjanja, o svobodi enega posameznika v odnosu do strukture družbe in pa njegovi potrebi potem, da se osvobodi teh nekih spon. Ne? In vsi tvoji igrani celovečerci v bistvu govorijo o odnosu umetnosti in družbe. In vedno greš v en trenutek v času, ki govori o eni zelo specifični umetnosti, ne? Splav Meduze imamo avantgardo jugoslovansko, v Rdečem bugiju imamo jazz in muziko, v Umetnem raju pa gremo celo v srž, a ne, v film. Skratka, vedno to postaviš kot osrednjo tematiko in se pravi nek zelo konkreten dogodek, konkretne ljudi, ampak in konkretno recimo eno obdobje v zgodovini in umetnosti, ampak hkrati pa spet s temi tematikami nagovarjaš v bistvu vse čase. Vedno ta stalen odnos umetnosti in družbe, stalen odnos človeka do umetnosti in pa kaj mu ta umetnost pomeni. Kako to, da vedno greš v to? Kako te to nekako zelo okupira? Če govoriva o tej svobodi in umetnosti, kot zgleda, imam zelo dobre, kvalitetne prakorenine in po južni liniji in po severni liniji, kot bi rekli. Ta južna makedonska linija so bili vse skozi revolucionarji in vsi so v glavnem, to je zdaj govorim po 300 let nazaj, tako da pa potem pridemo do mojega očeta, ne, ki je, mislim, da 9 let preživel po zaporih samo zaradi tega, ker je pač bodno ironični želel svobodo. Tako da in istočasno cela njegova familija so tudi vse skozi bili umetniki. Slovenska linija je pa zelo podobna in recimo mati in cela njena familija so tam Materija pa Trst, se pravi mati je rojena v Trstu in cela družina živela v Trstu in potem, ko je prišel Mussolini, zdaj sem šel malo, je še nazaj so tudi zadeve, ampak recimo, da greva od tu. Jasno, niso hoteli sprejeti tega, da jih poitalijanijo in je star oče, se pravi mamin oče, je najprej šel pogledat, dokot bi šli, da se umakne Italijanom in je prišel do Maribora in je potem videl, da je treba še nekaj stvari tam urediti in je postal majstrov borec, potem je celo stvar tam uredil z majstrom in potem je šele poklical familijo in tako se mamina familija preselila v Maribor in
sta tukaj brata in sestre, dve sestri in brat. To so bili vse revolucionarji. Tako da je mama bila izgnana iz teatra, bila je najboljša prijateljica Herta Haas, ki ve, kdo je Herta Haas, bo vedel, kdo je Herta Haas. V isti celici sta bili in tako. In potem so jo nagnali, tako da je ona morala zbežati v Makedonijo in je v Makedoniji tik pred vojno prišla v makedonski glavni teater kot igralka. Druga sestra je bila znana kasneje tudi kiparka, keramičarka, ki je dala daha skozi vse te zadeve. In tretji je pa bil pravzaprav glavni borec za Primorsko in tudi prvi župan Trsta in tako dalje, ampak je takoj po vojni se ni strinjal z nekimi odlikovanji, ki so dobivali neki določeni ljudje in je tudi dobil 4 leta aresta. In tako, no, v glavnem so bili po zaporih, obenem pa so vsi imeli to umetniško žilico v sebi in verjetno se je tu nekaj malega naselilo tudi vame. Jaz edin, česar nisem tako izkusil, ko so očeta zaprli, to je bilo pa že po vojni, leta 1949, na 4 leta ponovno samice, so tudi, so ostala sama otroka v Mariboru, majhna, so jo v Glavnjaču v Beograd odpeljali in ko sem režiral predstavo Modri angel v gledališču v Mariboru, kasneje, je mama gledala vaje in potem sem hotel dati noter Lili Marlen, ker to pesem je jasno tudi pela Marlene Dietrich in me prosila, da naj ne dam te pesmi, če le lahko. Mislim, in nisem vedel, o čem gre, kaj je. In potem mi je rekla, veš kaj, predstavo bom gledala in imam strahotno mučen občutek. Mene so zaprli v Glavnjaču in mučili, to je beograjski zapor, strahoten, ampak to leta 1949 pazi. In so me dali v malo celico en teden in so pri polni luči, ki jo nisem mogla razbiti, pri zelo močni luči, so mi brez prestanka na ves glas, en zvočnik je tudi bil tam skrit, da ga nisem mogla do njega priti, vrteli brez prestanka Lili Marlen. In to so taka mučenja, in potem jasno, da sem dal to stvar ven iz te zadeve. Jaz zdaj sem malo zašel, no, ampak ti hočem reči, da kako je vse to nekako vseeno se prepleta skozi to moje življenje. Sestra je hotela tudi biti in je tudi bila vseena balerina, pianistka in vse, ampak je mama rekla, daj ti najprej napravi kemično šolo, pa je postala inženir kemije, potem pa pejti dalje umetno, če hočeš, kar pa naj gre svojo pot. Jasno, sin kot sin, ne. In tako da ona je ni potem končala je kemijo, ampak ni pa nadaljevala tega, jaz sem pač imel ta privilegij, da sem šel dalje, ne. No, in tako se potem Kajzen tudi skozi te moje filme vedno nekako, potem sem še to srečo, da sem srečal Branka Vučičeviča, sjajnega človeka, scenarista mojega v glavnem in prijatelja do smrti, umrl nekaj let nazaj, ko sva ravno končala zadnji tekst, ki sem ga dal tukaj na sklad, pa ni šlo. In on je dejansko mi bil glavna opora v filmskem življenju mojem. To sem hotela vprašati. Prej je poklical sfero, ki je tvoj življenjski sopotnik, govoriš o Botticellijevi Darici, potem Vučičevič, sigurno Želimir Žilnik. Je še kdo tako prisoten v tvojem življenju? Pa, kot veš, ne, mislim, sem imel nekaj soprog, ne, in tako da tudi vse so še na srečo žive. Vitalne, vse sem spoznal pri filmu, tako da se tako da niti ena ni mimo filma pristala v
v mojem suženstvu, tako da imamo sjajne otroke, vnuke, vsega vraga, torej tako da to se kar in predvsej tega semena, če tako lahko imenujemo, ki je filmsko se nahaja v tudi vračajo v film oziroma fotografsko ali pa vse je blizu, tako da je to nekako ostalo v tem krogu. No, tu smo še vedno vsi nekako, tako da moja zdajšnja soproga, tista Botičeljeva, prirejamo za vse otroke enkrat letno tudi druženje v tem stanovanju, kjer zdaj govorim. In tako da življenje teče, ne morem reči, da ni ta tok nekako pozitiven. To si zdaj tako naredil kot en zaključek, ampak jaz te bom še mičken pomatrala, čist malo. To je bilo čisto tako, da sem malo sentiment padel, ker se vse to dogaja, tako da... Ja, zdaj se mi zdi, ker smo tako osamljeni. Oče nikakor nisem bil dober. Si pa So te matere bile vse v okolje in so speljale praktično na svojih plečih v glavnem mojo odsotnost. Ja, kako lepo. Se mi zdi, da zdaj, ko smo tako osamljeni, več ali manj, da se te sentimenti tako znajo izkristalizirati, da ena dobra stran mogoče te osame pa je, da do enih stvari dobiš tako zelo jasen odnos. Ampak jaz bi se vrnila na to, ko si govoril o bolj predzgodovini svoje družine, ne? Da se mogoče to pa odseva v teh celovečercih tvojih, ki pa niso tako razigrani in veseli kot kratki filmi, vsaj ne, ko se končajo. Je vedno ena taka bolj temačnost, ena žalost. Kaj pa s tem govoriš? A govoriš to, no, eno vprašanje, glede na tvojo konstantno akcijo v življenju, ki je tako osebna, kot tudi umetniška, politična in družbena, pa se ti zdi, da umetnost ali pa naša vpletenost v umetnost lahko spremeni svet na boljše? To je tisto prastaro vprašanje, ki se vsi borijo z njim in vsak da odgovor, ki je pa približno enak. Nekam se premakne, ampak kača se drži za rep in se bo verjetno vrtela še dalje. Ja, sploh če je kultura in umetnost v enih sponah, ki so tesne, pa temačne, pa mračnjaške, ne? Poglejmo zdaj na to situacijo pri nas, se to človek ne more verjeti. Enostavno, jaz ne vem, kje se jemljajo ti ljudje in kako živijo s tem. Ne vem, mislim, verjetno to je tako idiotsko, naivno vprašanje, ampak moj razum nekako, ne vem, dobro, zaradi lastnih koristi, ampak eni pa tudi ravno nimajo lastnih koristi, mislim, da bi materialno ali kakorkoli, katero vrak jih vodi, da morajo vse uničiti. Ja, to je veliko vprašanje, ja. Ker ljudje niso dobri pa slabi, a ne? Ampak se na nek način sfižijo, očitno. Ampak, kaj pa, veš, zdaj sem se še jaz malo zgubila, groza. To, v bistvu, ki si že tokom pogovora si že omenil fotografijo kot en impuls, ki te je proti filmu ali pa ki je seveda potem tudi tebi izjemno pomemben segment filma, potem igra, igralci, jaz si predstavljam svetlobo, sva omenjala, ne, različne svetlobe, ki jih lahko doživljamo dan na dan v resnici, tudi v lastnem življenju. Kaj se ti zdi, da so te
esencialne sestavine filma, po tvojem? Pa, film, končno si ti tudi študirala film, ne? In si mi bila celo študentka. In ti bom jaz dal kontra vprašanje. Ko si ti napravila tale film z otroci tam, jaz sem bil navdušen, mislim, da to kazalo. Ampak sem rekel, eto, ena deklica, ki bo napravila kariero. Pa je nisem. Pa jo nisi, zakaj jo nisi? Kako si ti od filma zbežala? Zakaj? Ma jaz mislim... Praktično, ne? Jasno, da pišeš, gledaš in si aktivno vse skozi na tem področju, ne? Ampak da bi pa sama kaj počela, pa ne to tebe. Ne, ja, moj življenje vseeno v bistvu samo s filmom povezan, profesionalno je zanimiv, ne? Ampak ja, ne vem, jaz se mi zdi, tako bom rekla, delati film je nekaj najboljšega v življenju. To je ena taka norost in svoboda in hkrati pa mene navdušuje to, a ne, kar je realnega v svetu okoli nas in potem se pri filmu poveže pa s tolikimi stvarmi, s tehnologijo, veš, znanostjo, z optiko in tako naprej, z življenjem, a veš, ne vem, no, tako s filozofijo, sociologijo in tako naprej. In to meni se zdi pač film tako več vredna umetnost. Jaz tega ne govorim javno, ampak zdajle sem, ne. Ampak res se mi zdi, ne, dober film narediti res ni lahko, tudi slabega ni lahko narediti, ne. Hkrati je pa to največja uživancija. Ampak mislim, da je hkrati pa tudi v te osebi, avtorju, mora biti pa eno fino razmerje asocialnosti in socialnosti. In jaz mislim, da sem tukaj mičkam preveč asocialna. Ampak mogoče, ne vem, saj imam še 40 let ali kaj, če bom dosti kisika dihala. Ja, no, res je, mislim, da sem absolutno s teboj strinjal, da film je tako vseobsegajoča in tako kompleksna in združujoča zvrst, vseeno bomo mi imeli umetnost in žal jo preveč rine v to industrijo, tudi pri nas, ne, mislim. Sjajen stavek je rekel 2 leti nazaj, mislim, ko je gostoval tukaj, mislim, da je bil takrat še direktor, pa ni bil več direktor HAC-a, Hribar, je rekel, kaj se s filmom zgodilo, da nima istega statusa in iste obravnave kot ostale umetnosti na tem prostoru. Ne? In je rekel sledeče, kar je absolutno, mislim, da lahko človek podpiše, če razmisli detaljneje. Rekel, mi smo živeli v Avstro-Ogrski, zdaj govorimo o tem prostoru, ne? In vse zadeve je Avstro-Ogrska sjajno opredalčkala. Teater je teater, za teater je potrebno to, pisarne takšne, uslužbenci tile, igralci, dvorana, teater in tako. Za slikarstvo je tako, za balet je tako, za muziko je tako. Vse se je popredalčkalo in vse je bilo urejeno. Film je pa malo prezgodaj nastopil in še ni bil zrel in se je začela Prva svetovna vojna in je razpadla Avstro-Ogrska. Tam je bila še, pravzaprav so se s filmom šele, tisti začetki so bili neka igračkarija, ne, še malo sem in tja, se je že pojavljalo, je že nek filmski jezik nastajal, ampak če bi samo recimo še 5 let ostalo, bi ga isto popredalčkali in ne bi, zdaj govorimo konkretno to o Srednji Evropi, o tem prostoru, ne, kulturnem, bi film bil obravnavan isto kot ostale zvrsti in tudi danes bi imeli, ne da nas rine v neko industrijo, v nekaj sem in tja, ampak bi bila enakovredna zvrst umetnosti, kot so ostale. Ne? In tu je zdaj en zanimivo njegovo razmišljanje. Ne? In se popolnoma lahko strinjamo in zato nas še vedno prekopicavajo, da ti moraš zaslužiti. V teatru sploh ne vprašajo, mislim, koliko več denarja dobi teater in koliko ga not dobi. Razumeš? Pri filmu je pa to nekako bistveno. Ne vem, čisto tako, ne? In je še ogromno takšnih stvari, ki bi lahko zdaj po vrsti našteval, ne, kako je film
po drugi strani pa ima film da je dejansko tu noter vse in če pa tudi, če za mojo dušo film, lahko tudi mu manjkajo segmenti, lahko je brez glasbe, lahko je brez tega, ampak on ima svoj jezik takšen, ki ga nihče drug nima, razumeš, nobena druga umetnost. In a boš ti v teatru, recimo, kdaj si se ti razjokala, recimo, v teatru? Jaz govorim samo tudi o tem, da kakšno moč ima pravzaprav, ne, tile groplani, montažni rezi, mislim, v kaj te lahko vse film pripravi, se zato je tako nevaren tudi, ne? Tudi če ga pa s politične strani gledaš, pa je že Lenin vedel, da se da z njim manipulirati še kako, ne? Tako da ti, ko v teatru boš gledal predstavo in se zdaj teater skuša naenkrat približevati filmu, ker ve, da nima groplana, nima tega in naenkrat zdaj, ker so postale poceni tele in dostopne, ne gre skozi filmski trak, ampak skozi video, gre cela zadeva, ne, je enostavno zdaj tudi platno postaviti tukaj. In pogledajte, vsaka predstava zdaj že vsebuje in skuša se filmu približati teater, ne, kar je paradoksalno, ne, mislim, ne. Ker pa dejansko v filmu pa je vse, od igre do vse, kar ima teater, plus ohoho. Ja, teater govori vedno v nekem simbolnem jeziku. Meni je pa dve v bistvu to vrh, ki jih dosega film, stvari sta. Eno je, da lahko hkrati v istem trenutku izraža konkretne stvari in hkrati abstraktne. In da to ni noben problem. Druga stvar, ki mi je pa čudovita in se mi zdi pomembna, je pa ta, da v resnici ni enega filmskega jezika, ampak da se kar naprej razvija, da posamezni avtori, ki jih ni malo, a ne, z vsakim filmom novo govorico ustvarjajo in jo ti preko filma začneš razumeti in spoznavati in je to noro pač, ne. No, vse to je to, kar mene pokonc drži. Jaz sem prav nesrečen, da bom moral z tega sveta, da ne bi še dalje ravno pri filmu gledal, kam gre in kako gre tole, ne. Ker če pomisliva, kako se filme, peva recimo Namurnova Sunrise, ne, mislim, da leta 27, ne, kako je on že izumil nekaj čist, kar so vsi rekli, pa kaj pa zdaj to, razumeš, ne? In tako lepo, tako, mislim, kar nekaj film je postal stvar, ki bi sam rinil ta kino in gledal, ne? In potem so šle tako faze vse skozi naprej, ne? In potem jaz imam to srečo, da zdaj spustimo med obema vojnama, ne, kjer je tudi bilo ogromno, pa Renoir, pa vsega vraga se je tu še noter dogajalo, ne, pa so bili tudi moj Lang, pa že poglej Langa, Metropolis, kaj prenesel, pa o čem govori o stvari, ki so danes tukaj, ne, in še dobro, mislim, pa po formalni strani, kaj so si že lahko privoščili in tako dalje, pa o Renoirju poetiki, pa če greva tudi na Atalanto, pa vse te lepe zadeve, vse se nadgrevalo, pa tisto tudi isto napravo, Otud niz Obala v megli. Ja. In potem pridemo naenkrat v to krasno povojno obdobje, ki sem ga pa jaz živel, ne, in že se pojavi naenkrat ena Agnès Varda leta 55 napravi Le Poincourt. To je prvi novovalovski film, ki ga še ne priznavajo, ampak poglej si ta film, boš videla, kaj je ona napravila leta, ko ni bilo še nobenega Godarja, ni bilo nobenega Trifoja še, ni bilo tudi Bazenja ni opazil. Tako, ne? In naenkrat ta film, potem se ti pojavi tale Trifo z 400 udarci, pa naenkrat cela ta zadeva, pa se Godar pojavi z ono formo, potem na Češkem se pojavi spet, potem, da ne govorimo tudi o Poljski, mislim, vse novi vali, kot se temu reče, ne, pa imava tam tiste Kavaleroviča, pa z Ivana je v glavnem ime sveta Ivana.
pa Vlah, ki je napravil, pa ajde tudi Polanski z tistim. Vse so to neke smeri, ki kar nekaj film odpirajo, razumeš, nošo vode, enostaven film, ampak z eno jadrnico sredi jezera, pa si s tem nožem. Tako, čeprav žanru ne maram, ne maram, ampak nisem pristaš žanru in tudi ne delam žanrsko, tudi ne razmišljam žanrsko, ne želim delati žanrsko. Tako da, no, potem se pa razvija ta sjajna češka zadeva in da ne govorimo tudi italijani, ko se, kakšno vtis sem recimo imel, ko sem pogledal recimo Avanturo, ampak to takrat, veš, danes boš rekel, pa kaj je to, ne? Ampak to so bili čist novi filmski pristopi, novi filmski jezik, izumljanje spet naslednjega koraka, ne? Korak po korak, ne, je šlo čist do danes, ne? In jugoslovanski film je tudi imel strahoten zamah ravno. In če se ne bi zgodilo to leto 72, sem prepričan, da bi to jugoslovanski film še vedno, mislim, bil en temeljnih svetovnih kinematografij, ker tudi so bili fanti takšni skupaj, da tudi to bi napravili. In ker se spomni, kako smo mi komaj čakali naslednji filmski festival v Puli, kaj bo kdo prinesel, pa ne neki zavisti, ampak kaj si je zmislil, katera iracionalna zadeva se mu je zgodila v glavi, da bo napravil nekaj. No, to so te stvari, ki film dejansko živi in se nadgrajuje in je vse. Jezijo me zdaj malo te serije, cenene serije, kot se poneumlja igralce, kot se poneumlja, tudi o slovenskih govorim, ki se poneumlja tudi gledalce in igralce in vse postaje tako, ne. So pa potem po drugi strani te skandinavske serije, pa, ki razvijajo filmski jezik, razumeš, ne. Tako da je predvsem skandinavske, tudi Angleži sjajno razvijajo, tako da celo Turki imajo eni 2 seriji, ki padeš dol, mislim. Ne to, kar gledamo mi, kar se ne da lahko na Netflixu videti. Tako da je zdaj vse postalo več sjajno gre dalje. Ne, tukaj si zdaj serije omenil, moram prav reči, no, da sem zdaj pa mislim, da bom ratala borka, mislim, to govori predvsem o produkcijskih okvirih tukaj. In kako, jaz ne vem, a jih te, ki jih ustvarjajo, ne razumejo preprost, mislim, s tem, da verjetno že cel life to delajo, pa bi lahko že razumeli, ali se jim pa jebe, a ne? In to je grozljiv, zato ker tukaj imaš avtorje na različnih področjih, ki bi lahko ustvarjali vrhunce in je prav žalosten in tudi sramotno, no? In zdaj, če priješ ti v neko mašinerijo, da ti moraš v enem dnevu napraviti toliko in tako, mislim, to so stvari, ki, pa se to ni tekmovanje, se to ni, kaj vem, tek na kratke proge, pa kdo bo prvi. Kaj pa mislim, da se res bližava koncu, ker sploh ne vem, koliko časa že govoriva, ampak čisto sam šele tako, mislim, da sva že v zaključku, no. Digitalna era. A se ti zdi, da se je seveda v mainstreamu to pomeni nekaj, ampak pustva ta mainstream, ki je vedno precej ukalupljen. Ampak kaj pa se ti zdi, da to pomeni za umetniški izraz pri filmu? A se ti zdi, da se spreminja način govorice filmske ali da nekako vseeno ostaja v istem? A veš, produkcijske razmere so se relativno spremenile, ampak relativno so pa ostale enake. V bistvu ni zdaj... A veš, snemanje, ja, več ljudi ima dostop do snemanja tako, ampak profesionalno snemanje je pa še vedno zalogaj, tako časovn kot finančen, a ne, veliko ljudi sodeluje pač in tako naprej, no. Se ti zdi, da se filmi spreminjajo zaradi digitalizacije ali verjetno se tudi zaradi pač časa, ne? Mene je digitalizacija nekako prestrašila v tej smeri, da je prišlo do neke površnosti najprej, če gre tako. Zdaj, ko si imel filmsko kamero s 35mm filmom in da ti ni mogel nihče zraven gledati na monitor, kaj ti delaš in tako dalje, ne? Režiser si je ogledal skozi kamero kader, recimo, ne? Ti kot direktor fotografije
si pa bil edini lastnik slike vsaj en dan ali 2 dneva do projekcije. Ja, Tako da si bil res tega, brez se vsedla, ti si trepetal, ne? Ker režiser je videl sicer, ampak ti si napravil nekaj drugega mogoče. Ja, pa premiki kamere. In si dejansko moral vse čutiti s to kamero in napraviti iz kadre. In je to bilo sjajno. Zdaj imaš kamero in 10 ekranov tam okoli, vsi bulijo noter in vsak ti daje neko pripombo od zadnjega, rekviziterja, ki mu ni všeč, recimo, ali pa fotograf, da mu, ne vem, vtikanje vsako to malo področje, vse so počasi že režiserji omejili, kdo sme gledati to ekran, ampak vseeno to je postalo zdaj tako in kar je še, da ogromno napak ti lahko naknadno popraviš. Se pravi, tu nastane zdaj površnost in vse in zdaj kaj zdaj, če si imel levo-desno napačno, da si filmski jezik malo slabo poznaš, improviziraš, ti obrneš potem, ne? Ali pa kropaš nekaj, ker ti je tam v vogalu, se pojavila neka luč, pa jo boš ti kropal, ker imaš pač 4 ali pa 8K in se tega ne bo opazilo v zrnu. Prej je dejansko direktor fotografije se vedelo, kdo je, kdo ni klasa, razumeš, ker ti nisi mogel nič manipulirati razen z generalnimi ali pa potem kasneje svetlejša slika ali pa dominantno bolj v rdeči barvi, v zeleni barvi ali tako. In to je vse. In ti se mora dejansko biti človek, ki obvlada to. Zdaj pa je kar tako, kamera ti izostri, več ali manj so vse tu neki motorčki, ono, tretje, četrto, vse minimalno znanja skoraj rabiš, ne? Samo če imaš pač občutek za kader, boš kot direktor fotografije govoril. Je pa še nekaj napredek, je pa nastal ravno v filmskem jeziku, ker je pa zdaj, da ne govoriva, koliko materijala se zdaj posnami, kako je to nedomišljeno, bomo že potem zbrali. Tako da, in potem, ker je toliko kamer, je nehote se zdaj začel filmski jezik razvijati drugače, ker ti imaš možnost nekih rezov in nekih preskokov in nekih presenečenj in izpuščanja in vsega tega, kar prej nisi imel, ker si imel recimo se vedlo, da zdaj si posnel ta kader, pa je ta in veš, kaj imaš na razpravi. Zdaj imaš pa lahko iz 10 vizur, ne, pa še ti bo dron nad glavo, da mislim, imaš pravzaprav za izbirati, ampak spet tu ni koncentracije, tu ni, to je potem tisto neko naknadno nastajanje. Vse iz tega se počasi rojeva, da tudi potem začnejo razmišljati tako in se sistematično postavljajo te kamere. Ampak je ogromno pokrivanja samo, da smo zihe. In pravim, to je tista evolucija, da potem se razvija nov filmski jezik tega, ampak je pa ogromno za zdaj še vsega tega lovljenja v kalnem. Pri montaži, montažer ti lahko v 10 minutah en prizor pokaže v 10 variantah in ti boš samo tako gledal, kako ti je to všeč, kako ti je to všeč. In ti sam gledaš, kjer zgubiš. Prej si mentalno sestavil kader, ker ko si rezal ti film, si moral točno, že nekako, ker vsak rez je že bila poškodba filma, ono, tretje, tako da si sestavil in si nekako ga tudi že čutil in vse, kako bo to nastalo in vse. In si potem lahko napravil neke spremembe. A vse to bilo zelo domišljeno in se je točno vedelo, kako in kaj. Zdaj pa lahko ti enostavno, hočem ti reči, da dušo je izgubilo na en način. Vse se bo vrnila, ko se to vse skupaj ustali in ko se najdejo končno spet nekako, da se cela stvar umiri in da vse to, kar je novega, postane jasno tudi nov filmski izraz. Tako, vidiš, koliko se ljudje, glavni filmski režiserji se vsi vračajo na 35 metrov na filmskih trajih. Zdaj malo v kinih, čeprav se predvaja potem digitalno, jasno, eni so pač si privošli Američani, da so tudi na 70 metrov
vrnili projektorje v dvorane in tako dalje, ampak to so ti ekstremi, ki pač ekscesi in tako da, to ni praksa. Se pa predvaja jasno z dobrimi projektorji in vsem temle. In kar je še, no tu sem jaz zdaj, tako da imam še eno, da izdam še svoje paralelno raziskavo in zabavo, ne. Optike postajajo tako dovršene zdaj in tile 4K in 8K postajajo tako ostri vse, da je to nemogoče gledati. Ni več tistega materialnega, ni več polti, ni več nič, vsak odlak celi, vse tretje, četrto, vse lahko naknadno ti potem pri gradingu pa pri vseh teh zadevah ti to urejaš na neverjeten način, lahko celo proti svetlov vodač, ki je prej ni bilo v snemanju in tako dalje, vseh vrag lahko počeš, ampak to so velike muke in to. In jaz zdaj trenutno proučujem vse stare ruske optike, ki so fantastične in ko daš to na 4K, ne, dobiš, točno uničiš to, kar tile stremijo, da bi bilo ne vem kako ostro in da vidiš naenkrat film zaživi spet za tistim finim žmahtom filmskim, ki ga pač mi stari nostalgiki pogrešamo, ne, in sem ogromno delam zdaj na tem, ne, tako da imam res serijo, če ti sem prikazal koliko tega vsega preizkušen, ker cenena je optika, neverjetna ta, ne, in tako da, če Bog da, pa da bom še kaj delal, bom delal samo s to optiko, ki je fotografska optika. To so vse kopije, ko druga svetovna vojna se končala, so Rusi pokradli vse patente, ker so Cajzasi odpeljali tja, ne, in tako, ne, steklo so pa, niso imeli istega, ne, in to steklo napravi in še razne stvari, ko so oni še potem malo nekaj se šli in tako. In tu imaš za neke sjajne neostrinice, pa obenem pa, mislim, diha fantastično, tako da to, ja. Ker meni se to sploh ne zdi nostalgija, ampak se mi zdi ljubezen do materije, ker meni se zdi, da ostrina slike je nekaj, kar je v resnici marketinški trik, kako prodajati televizorje naprej, zato ker v resnici so eni prej čisto v redu, a ne, ampak je še bolj ostro, še bolj in pa se je to kar vcepal nekako v zavest ljudi. Jaz od kdaj naj bi bila filmska slika ostra, mislim, a veš, ja, od reklam za televizorje, mislim. Tako, kot je treba po 2 čigumija jesti, kot v reklamah. Jaz pravim, da ti objektivi imajo dušo, ne, to je čist druga zadeva, dušo v narekovajih, ne, ampak je nekaj, kar enostavno, vsak od teh objektivov ima svoj karakter, ampak to tisti lep, ki ga jaz pač imam rad. No, ja, vse to se mi pa podobno dogaja tudi, ko sem to nerazumevanje in vse te zadeve, ko sem zdaj predal ta zadnji scenarij o Walteru Benjaminu, ne, je ti poudariš, no to, ko sem že prej omenila, da so vsi imeli nekih distanc, celočerci in tole, poudarim, da je to poskušam nekako neki brechtovski govoriti skozi film na brechtovski način in tako, ne. In pol dobiš recenzijo nazaj, da je noter premalo topline in premalo čustev. Pa kaj? In ti zavrnejo s takim razlogom. No, se to je bila tudi ena tema, ki sem te hotela, da nimaš, a veš, ti nimaš psiholoških filmov, kar je meni blazno všeč, ker meni je ta trend zdaj te psihologije vsem, mislim, je hudo že iritanten, ker seveda smo individuumi pomembni, ampak še bolj pomemben je pa, kako se mi pletemo in srečujemo in kakšne so ta srečanja, ne. In tvoji filmi niso psihološki filmi, so filmi, ki gledajo na ljudi, tudi na posameznike veliko širše, ne. No, vse to, nekako se vedno izogibam te psihologiji in temu na ta način, tako da pač dobro. Če bo slučajno še padel en film, bo padel, če ne pa
Če ne, se pa srečamo v kinu. Če Ampak se sreča v kinu. še boljš pa je pod platnom, na katerem se vrti tvoj film. To bi bilo res čudovito. Kar pa najlepše hvala za ta pogovor. Veliko si povedal, veliko sva zvedla. Jaz vsakič, ko te srečam, zvem novosti, tako da to mi je noro. Hvala. No, malo smo kvačkali, no, ampak okay. Ja, se tako je. Lepo bod. Tudi ti in počakajmo na to injekcijo. Ja. Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh in do naslednjič.